Premalo sredstev za sanacijo vodotokov. Plazove sanirajo, mostovi še čakajo. Urbano vrtnarjenje tudi v Preski. Namesto sladice energijska ploščica. Dan za prijetne stalnice. Poti do srca v tednu Karitas. Ljudske z močnim glasom. Dobrodelni bazarji v šolah. V pričakovanju Božiča. Tretja priredba županove Micke. Lepo pozdravljeni na ta lep, pričakovanja poln Miklavžev večer. Včeraj so se občinski svetniki zaradi rokov, ki jih je potrebno loviti, zbrali na drugi izredni seji v tem mandatu, tokrat v rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu. Dali so pozitivno mnenje k imenovanju dosedanje ravnateljice osnovne šole Pirniče Damjane Božič-Mučnik tudi za novo mandatno obdobje in potrdili, ne sicer soglasno, v veliki večini, tudi predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo sončnih elektrarn na posameznih objektih v lasti občine Medvode. Več o tem prihodnjič, tako kot tudi o včerajšnjem domoznanskem večeru v knjižnici Medvode na temo 30 let občine Medvode. Prav na včerajšnji dan, pred 30 leti, torej leta 1994, smo namreč izvolili prvi občinski svet in župana novo ustanovljene občine Medvode. Kot smo že poročali, je prejšnji četrtek tudi našo občino obiskala državna sekretarka Ministrstva za naravne vire in prostor, dr. Lidija Kegljevič-Zagorc, skupaj s predstavniki ministrstva, Direkcije Republike Slovenije za vode in koncesionarjem za vzdrževanje vodotokov, v konkretnem primeru je to HNG. Srečanje župani in predstavniki občin Žiri, Gorenja vas, Poljane, Železniki, Škofja Loka, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Kranj in Medvode se je odvilo v občinski sejni sobi, v kateri sicer trenutno intenzivno poteka adaptacija. Župan Nejc Smole je izrazil zadovoljstvo, da je do tovrstnega obiska prišlo in nezadovoljstvo, ker je načrtovanih sredstev za sanacijo vodotokov po poplavah za našo občino veliko premalo. Po terenskem ogledu je sledilo sklepno dejanje v občinski sejni sobi, ki je v procesu popoplavne obnove. Kako se vam je dopadlo prizorišče recimo tega sestanka tukaj v Medvodah? Pravzaprav smo imeli, bom rekla tako, delovni sestanek v delovnem okolju. Sem vesel, da državna sekretarka, da minister, da državni sekretar pridejo na teren. Ker samo na terenu lahko zvejo informacije iz prve roke, zato res jim vsa pohvala ves čas, ker je minister, ker ima to svojo ekipo, so res en prostor, ena vrata, na katera lahko vedno potrkaš. No, in tega sem iskreno vesel in iz izjav županov, ki so bili tudi danes prisostvovali sestanku, sem razbral enako. Namen obiska tokratne številčne delegacije je bil županom 9 občin, ki sodijo v sektor območja Zgornje Save, kamor sodi tudi Sora s pritoki, predstaviti predvsem izhodišča za sanacijo v prihodnjem letu, izvajanje gospodarske javne službe in načrtovane investicije v vodotoke. Ta izhodišča so vse občine prejele in lahko dajo na njih pripombe oziroma zamenjajo prioritete, dajo določene pobude in do konca leta, ko bi se oblikoval pa končen plan, bodo te pobude skratka proučene in če seveda jih lahko vključimo v program, jih bomo vsekakor upoštevali že v programu za leto 2025. Vesel sem bil informacij, kateri vse projekti se bodo izvajali na Sevški in Poljanski Sori. Zato, ker zelo prvoščen kolegom, to je prvo, da se v njihovih občinah veliko dela. Vesel sem tudi zato, ker vsak ukrep, ki je narejen gorvodno in zadrži nekaj kubikov vode gorvodno, pomeni, da jo imamo tukaj v Medvodah kot končna posledica manj. Tako da to so bile res take pozitivne informacije. No, predvsej manj sem bil pa navdušen nad informacijami, kakšni so zneski, ki so planirani za občino Medvode v prihodnjih 2 letih. Na vzdrževanju imamo 40 000 evrov letno, ponavljam 40 000 evrov, verjetno si gledalci, poslušalci sami znajo ustvariti, kaj za 40 000 evrov se na vodah da narediti. Na investicijah, kjer je pa država po poplavah sama ocenila, da imamo za 12 milijonov evrov škode na vodotokih. V prvem letu ni bilo izvedeno, po moji oceni, laični več kot za milijon evrov, zdaj pa v letih 25 in 26 je zagotovljenih milijon evrov.
Se pravi, če gremo s to brzino, potem bomo v 20 letih popravili škodo, ki je bila narejena v Medvodah 3. oziroma 4. avgusta lansko leto. Tudi državna sekretarka dr. Lidija Kegljević-Zagorc ne izključuje morebitnih sprememb, prioritet ali povečanja sredstev. Iz naslova sanacije po poplavah je v prihodnjih 2 letih na tem območju 9 občin sicer načrtovano približno 33 milijonov evrov, za izvajanje rednih vzdrževalnih del še 5 milijonov evrov, vzporedno pa tečejo še investicije. Tako da moramo pravzaprav z občinami pogledati v celoti, kaj se dogaja na njihovem območju in potem bomo ugotavljali, ali so sredstva za vzdrževanje zadostna ali bi jih bilo mogoče potrebno še povečati. Zelo sem bil vesel iniciative državne sekretarke, da bo nemudoma sklicala sestanek na to temo, da vidimo, kaj so tisti projekti, kateri so tisti projekti, ki jih lahko uvrstimo že v leti 25 in 26. In jaz verjamem, absolutno verjamem na dano besedo, da bo to v prihodnjih tednih tudi narejeno in upam, da konec leta lahko z malo več dobre volje gledamo naprej. Na obravnavanem območju je bilo v okviru izrednih ukrepov letos zaključenih 77 delovišč, od tega 5 v Medvodah. Izredni ukrepi so bili zaključeni junija 2024, že maja pa je vlada sprejela 5-letni sanacijski program. V oktobru so bile s koncesionarji, ki bodo izvajali sanacijska dela, podpisane pogodbe in dela so se že pričela. Apel županov pa je bil predvsem, da bi se ta dela pohitrila. Mi res poskušamo optimizirati postopke tam, kjer še ne posegamo v strokovnost. Dejstvo pa je, da gre pri nekaterih sanacijah za tako velike posege, ki so tudi finančno zahtevni posegi in tudi gradbeno zahtevni posegi. Za te posege pa moramo pristopiti premišljeno, predvsem, če želimo uveljaviti načelo na naravi temelječih rešitev, skratka, in te projekte tudi recenzirati in s temi projekti potem pristopiti k gradnji. Tako da to na ministrstvu ne smatramo kot administrativno oviro, tisto, kar pa je administrativna ovira in se izkazuje za nepotrebno, veliko delamo na tem, da bi to prakso spremenili ali pa celo opustili. Postopek sanacije sicer vključuje pripravo dokumentacije, recenzijo, pridobivanje soglasij in dovoljenj, pri čemer je treba upoštevati pogoje mnenjodajalcev, časovne omejitve, naprimer zaradi gnezdenja ptic in drstenja rib, in izvedbo tako imenovanih na naravi temelječih rešitev povsod, kjer je to smiselno in možno. Hkrati morajo ukrepi upoštevati vpliv podnebnih sprememb. Kje bi bilo potrebno res akutno reševati zadevo? Če mene vprašate, je to popolna ureditev ločnice s pritoki, ureditev Vašanskega, Rakovniškega grabna s Prešnico, to so tisti najbolj akutni deli, ki jih imamo. Na sami Sori, sama Sora je kot je, jaz mislim, da z nekimi manjšimi posegi se bo določene zadeve dalo tudi če malo posanirati, to je verjetno lahko tudi redno vzdrževanje. Bolj me skrbijo vsi ti pritoki. Imamo pa še drugo težavo, da občina Medvode na sestanek Srednje Save sploh ni bila povabljena. Torej, tukaj smo gostili sestanek za Zgornjo Savo, na Srednjo Savo, ker je pa od Sotočja dol, ne pozabimo, mi smo imeli vas Vikrče, kjer smo imeli ljudi, ki so imeli 1,5 metra vode noter, nihče ni bil sploh povabljen na ta sestanek. In po naših informacijah niti evro ni predviden na Srednji Savi za redni program, o investicijah pa nismo obveščeni. Kot je sicer poudarila državna sekretarka, je namen terenskih obiskov izboljšanje komunikacije z občinami. Kateri je bil mogoče danes največji očitek, ki ste ga mogoče slišali strani županov, pa tudi mogoče strani medvoškega župana, mogoče na delo katere izmed vaših služb? Ne, moram reči, da je bilo danes slišanih več pohval, je pa res, da so še polja, kjer je pa to sodelovanje še možno izboljšati. In tudi te informacije so nam zelo dobrodošle in bomo še delali na tem, da to sodelovanje z občinam in komunikacijo z občinam še izboljšamo. Na vprašanje, zakaj dela na primer stojijo v dolini Ločnice, pa naj bi odgovoril vodja sektorja območja Zgornje Save, Urban Ilc. Na območju doline Ločnice, ki je bila ena, bolj prizadetih po teh poplavnih dogodkih, smo mi z Direkcije za vode v letošnjem letu že zaključili sanacije, predvidena sanacijska dela, nekaj sanacijskih del, se pravi tisto, kar je bilo v drugih prioritetah, je še predvideno v naslednjih 2 letih, tako da dela na območju Ločnice nismo končali. Glede samih mostov vam bo mogel pa upravljavec ceste oziroma občina
vam bo dala lahko več podatkov. No, v dolini Ločnice je nekaj gradbišč še odprtih, to sem vesel, da se dela. Po drugi strani vsa gradbišča, ki so povezana z gradnjo mostov, trenutno stojijo, ker je občina naročila dodatna projektiranja, ki so bila zahtevana, tudi hidrološko-hidravlične študije in podobno, tudi geodetske posnetke. Tam računamo, da okrog novega leta dobimo prve papirje in nadaljujemo samo gradnjo. Potrebno bo uskladiti, če so glasodajalci določene detajle. Jaz si pa predvsem želim, da bi v prihodnem letu tam videli še več mehanizacije, ki bo A odpeljala ves tisti pesek, ki je zdaj nametan levo in desno, in B poskrbela, da se vsi vtoki, ki prihajajo, ki so pritoki Ločnice, da se posanirajo do te mere, da jih bomo lahko v naslednjih letih normalno vzdrževali. V Medvodah najbolj tarnajo prav za voljo šumov na komunikaciji s prej omenjenim sektorjem Direkcije za vode, čeprav slednji tega očitno ne občutijo. Mislim, da kakšnega večjega očitka ni bilo izrečenega danes, vsaj ne na račun dela Direkcije za vode. Tako da mi smo z njihovim odzivom zadovoljni, smo ga sprejeli. Bomo tudi še naprej sodelovali z občinami, tako kot do sedaj. Delovna skupina Poplave 2023, recimo tukaj na področju občine Medvode, so pripravili nekatere predloge, ukrepe, kako bi bilo potrebno sanirati vse skupaj oziroma prilagoditi, zato da do teh poplav ne bi prišlo. Ste mogoče seznanjeni s tem? Seznanjen sektor območja Srednje Save, ker se te ukrepi nanašajo na to območje. Vemo pa, da so se ti ukrepi pripravljali in kolegi z območja dolvodno od nas se s tem tudi ukvarjajo. Medvode je res, da organizacijsko sodijo dva sektorja, območje Srednje Save od hidroelektrarne dolvodno, kjer je koncesionar Hidrotehnik, in območje Zgornje Save od sotočja Gorvodno, kjer je torej koncesionar HNG. Prej omenjena delovna skupina Poplave 2023 pa je izdelala programske zasnove ne le za obnovo struge reke Save, ampak tudi Sore in posledično tudi ostalih vodotokov. Še več, iz korespondence, ki nam jo je posredoval dr. Jože Duhovnik, je razvidno, da je bil naš sogovornik Urban Ilc s programskimi zasnovami seznanjen. Dan kasneje, torej v petek, se je naša ekipa odpravila tudi na teren, v dolino reke Ločnice skupaj s podžupanjo Mojco Murnik, ki je pokomentirala gradnjo oziroma negradnjo 5 načrtovanih novih mostov in mostičkov v dolini Ločnice, in s podžupanom Leonom Merjascem, ki je pokomentiral sanacijo enega izmed plazov na poti v Drnovec. Skratka, pri prvem se zatika, gre namreč za projekt, kjer ima glavno besedo Direkcija za vode, v drugem primeru pa dela nemoteno potekajo. Takoj po poplavah je občina sanirala vse zajede in usade, ki so poškodovali glavno cesto Sora-Topol v dolini Ločnice in omogočila normalen dvosmerni promet, hkrati pa naročila pregled vseh premostitvenih objektov na trasi. Ta pa je pokazal, da je zaradi spodjedenih temeljev in dotrajanosti betonske konstrukcije potrebno nekaj mostov in mostičkov porušiti in zgraditi nove. Skupna vrednost del na prvih 5 mostičkih je bila ocenjena na več kot 620 tisoč evrov z DDV-jem, kar je občina nameravala financirati iz državnega predplačila za sanacijo poplav. Izbrani izvajalec, sicer tudi naš koncesionar na cestah, podjetje HNG Hidrotehnika nizke in komunalne gradnje, je sredi poletja uredil obvoze in začel z deli. Občina je namreč dobila zeleno luč državne tehnične pisarne, recenzijsko potrdilo. Da je okvirna škoda ali pa okvirna sanacija v okviru popisane škode in da so vsi dokumenti, to se pravi projekti, z vsemi ustreznimi skicami, ki so potrebne za začetek del. Zato smo pač dela tudi začeli z izvajalcem. Smo pa v naslednjih kontaktih z DTP-jem dobili informacijo, ko so dela seveda že tekla, to je bilo nekje, bom rekla, konec julija, da je potrebno pridobiti še vodno soglasje. Ker je pa izvajalec teh del HNG, torej koncesionar na tem odseku, smo ga pooblastili tudi za to, da vloži zahtevo za to soglasje. Po mesecu in pol pa so dela prekinili, kajti Direkcija za vode sektorja območja Zgornje Save, ki ga vodi Urban Ilc, je podala zahtevek za dopolnitev projekta.
In seveda v tej zahtevi za dopolnitev so bile zahteve, ki seveda presegajo sposobnosti občine, da to zelo hitro uredi, čeprav so nam dali 15-dnevni rok. Zato smo začeli iskati izvajalca, ki bo to dopolnitev tudi naredil. Izvajalca smo dobili, tukaj je bilo treba narediti geodetski posnetek in pa seveda neke hidravlično-hidrološke študije, za katere zdaj v tem trenutku država obljublja, da jih bo naredila za celotno območje Slovenije, zaenkrat jih pa ni. Torej, iz tega sledi, da tudi občina ne more v zelo kratkem času tega izpolniti, tako da mi smo izvajalca za dopolnitev projektov dobili. Rok za dopolnitev projektov je konec decembra in seveda mi upamo, da bo potem zadeva stekla. Seveda, če si območna enota Direkcije za vode ne bo vzela spet toliko časa, da bo to še dlje trajalo. Po pogodbi z izvajalcem del naj bi bila na prvih 5 mostičkih dela zaključena, če bi vreme to dopuščalo, do meseca februarja. Želja po čim hitrejši sanaciji se občini torej ni obrestovala, za nameček pa se je zataknilo še pri drugih 2 mostičkih. Ker si je pa območna enota Zgornje Save vzela še več časa, torej več kot 2 meseca, zato da je izdala spet zahtevo za dopolnitev te dokumentacije. Mi pač temu sledimo, zato dela stojijo. Jaz upam, da bo v okviru vodarske stroke, da bojo čim prej našli rešitve, zato da se dela lahko nadaljujejo. Murnikova je zadovoljna zagotovili, ki jih je občina dobila dan poprej strani delegacije Ministrstva za naravne vire in prostor, tudi pri reševanju tega problema. Manj zadovoljna pa je z izkazanim razumevanjem strani pristojnih na Direkciji za vode za to območje. Kot rečeno, ima občina pripombe tako na plan sanacije, kot tudi na plan investicij. Tole deluje bistveno manj varno, kot pa če bi bilo tole narejeno in pa vzpostavljeno vseeno tako stanje. Če bo šlo kaj narobe, kaj narediti? Ja, lejte, na moje vprašanje včeraj, če bo šlo kaj narobe, ni bilo pravzaprav odgovora. Jaz si želim, da bi dolgo sijalo sonce, zato da bi rešili vse te stvari, torej zaposlili dovolj strokovnih delavcev na vseh teh enotah, kjer je to potrebno, da bi iskali dobre rešitve, hitrejše rešitve, bolj učinkovite. Splošna ocena pa že sicer je, da je država, ki je zadolžena za urejanje vodotokov, premalo pozornosti usmerjala v njihovo urejanje. Mi, če danes pogledamo po tem vodotoku, je, bom rekla, najbolj v nevarnosti so vasi spodaj, ker če bo voda spet narasla, vse to, kar je bilo v fazi intervencije odloženo na brežine, bo prišlo v vasi spodaj. Torej, težav nismo rešili. Čaka nas ogromno dela, pa ne terja zdaj najbrž to nekih vseh silnih dokumentov in tako naprej. Ja, kvalitetno strokovno delo z strokovnimi odločevalci. Na drugem gradbišču, ki smo ga obiskali v petek, pa dela nemoteno potekajo. Kdo vse mora dati eno tako zeleno luč, zato da se lahko občina loti tovrstne sanacije? Ja, zelena luč da seveda državna tehnična pisarna in ko imamo njihovo soglasje, gremo lahko v samo izvedbo. Gre za sanacijo plazu, ki je poškodovalo javno pot v Drnovec. Projekt stabilizacije in izboljšanja stanja je pripravilo podjetje Geotrias, ki je zasnovalo načrt za zaščito cestnega telesa in ustavitev procesov premikanja brežine. Dela v vrednosti skoraj 112 tisoč evrov, ki so zagotovljene iz predplačil za sanacijo po poplavah, pa upravlja podjetje V3. So nekatere manjše težave, ki jih je bilo treba premostiti, vendar je šlo gladko naprej. Običajno se vsak vpraša oziroma reče, joj, pa toliko sredstev je potrebno za to, da se sanira nek plaz. Vendarle so potrebne določene zakonitosti, recimo, za to, da bo ta cesta potem zdržala rodove. Seveda, treba je geološke študije, je treba vse te predpriprave narediti, projekte in potem sama izvedba.
Zato je to taka številka, cena teh plazov, če tako rečemo, in vse za našo varnost. Sanacijska dela vključujejo gradnjo masivne kamnite zložbe, izvedbo izkopov s stopničenjem podlage, zamenjavo nasipnega materiala, prenos obtežb kamnite zložbe preko jeklenih profilov globoko v masiv, izdelavo drenaž in ureditev odvodnavanja meteorne in talne vode izven plazu. Trenutno poteka podobna sanacija plazu, ki ogroža cesto, tudi v Brezovcu. Kakšni so načrti za naprej? Načrti so za naprej, seveda, spet projekti potrjeni s strani Državne tehnične pisarne in kateri bo prej potrjen, tisti gre v sanacijo. Je takih plazov še veliko, nekaj jih je bilo saniranih takoj v obdobju intervencije, nekateri pa sedaj. Tako je. 7 jih je bilo že izvedenih v roku same sanacije, v izvajanju so zdaj 3, 4, čakamo pa še na 3, ki se še niso sploh začeli, čakamo na DUTP, da nam potrdi, da lahko začnemo z deli. Potem imamo pa še naprimer na privat zemljiščih, ki pa tudi še čakajo na Državni tehnični pisarni odobritev. Če so na privatnih zemljiščih, kaj to pomeni? Je kakšna bistvena razlika ali pač ne? Ne, samo treba je projekt Državna tehnična pisarna, da odobri in se potem lahko začne. Od obiska delegacije Ministrstva za naravne vire in prostor je minil teden dni in iz občinske uprave že poročajo o pozitivnih premikih. Sporočajo pa tudi, da bo občina Medvode v soboto 7. decembra podpisala memorandum o pobratanju z mestom Ponte San Nicolo. Slovesen podpis bo potekal v njihovi dvorani Evropske unije, v Italiji pa nas bo zastopala številčna delegacija. Eden od uspešnejših projektov lokalne akcijske skupine za mesto in vas iz minulega programskega obdobja je bilo urbano vrtnarjenje na Svetju. Zanj je prejela skoraj 100.000 evrov sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Hkrati pa je v mislih že imela tudi obstoječe vrtičke v Preski. Pred dobrim mesecem dni smo že poročali o tem, da se je občina kot vodilni partner s projektom urbanega vrtnarjenja v Preski odzvala na prvi javni poziv lokalne akcijske skupine za mesto in vas v novem programskem obdobju. Projekt je poimenovala Lastni vrt je odprt. Minuli teden je projekt predstavila tudi zainteresiranim dosedanjim obdelovalcem vrtičkov. Prvič smo o preških vrtičkih poročali že leta 2008, ko so predstavniki krajevne skupnosti Preska sklenili, da s takratnimi 180 vrtički nočejo imeti nič več in da jih vračajo pod okrilje občine Medvode. In ker lastništvo zemljišč vse do lanskega leta ni bilo dokončno urejeno, je na preških vrtičkih ne sicer na vseh vladalo brezplačno brezvladje. Je pa res, da tukaj je bila situacija daleč od tega, da bi ne bila komplicirana. Nekdaj, torej do nekaj let nazaj, je bila občina polovična lastnica tega območja vrtičkov. Mislim, da 2-3 leta nazaj je Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije vse to občini pobral, prepisal nase in potem od druge polovice, to so bili pa denacionalizacijski upravičenci, odkupil in je danes pravzaprav to zemljišče v 100% lasti države. Ker smo si mi vseeno želeli, da bi se tukaj nekaj uredilo oziroma da pač Preska bo izgledala veliko lepše, če bo to urejeno, smo uspeli v lanskem letu doseči dogovor s Skladom kmetijskih zemljišč, da nam celo to območje občini oddajo v najem. Občina pa bo prijavila oziroma poskrbela, da to območje spremeni v urejeno območje za vrtičkarje. S projektom urbanega vrtnarjenja v Preski z naslovom Lastni vrt je odprt se je občina Medvode kot vodilni partner odzvala na prvi javni poziv lokalne akcijske skupine za mesto in vas v novem programskem obdobju. Gre za naložbo v višini 150.000 evrov za prvo fazo projekta, v kateri je načrtovano 43 vrtičkov v velikosti od 50 do 80 kvadratnih metrov in 2 visoki gredi, skupna urbana oprema, urejena vodooskrba, skupen objekt za vrtno orodje in čebeljak. Računajo pa na 100.000 evrov iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Da bi bili na javnem pozivu uspešni, so morali slediti začrtani strategiji lokalne akcijske skupine. Neke cilje, ki jih zasledujemo, so predvsem blaženje podnebnih sprememb, potem vključevanje ranljivih skupin, se pravi preko teh raznih delavnic. Potem si želimo, da bi v bistvu tudi to bil nek prostor druženja, ureditev teh javnih površin. S tem pa v bistvu tudi, se pravi, znotraj teh določenih ciljev je potem več nekih podciljev, kazalnikov, recimo tudi krajšanje dobavnih verig, višanje samooskrbe. Predvsem pa si želimo, da bi to v bistvu nek prostor, ki bi združeval ljudi, ki bi bil namenjen res tem lokalnim prebivalcem. V projektu sodelujejo 3 partnerji: Biodinamična kmetija pri Cajhu, Zavod Apium iz Domžal in Čebelarsko društvo Medvode. Oni bodo tudi svoj delež prispevali preko delavnic, postavitvijo učnega čebeljaka, s tem se bo tudi višala biodiverziteta na območju, opraševalci, tako da se res veselimo, da bo to en zelo lep projekt. V zadovoljstvo dosedanjih uporabnikov vrtičkov v Preski je pripravljena zasnova, ki se bistveno razlikuje od tiste na Svetju, kjer so bili urbani vrtički precej uniformirani, vzpostavljeni povsem na novo. Sicer se mora to urediti, da je lepo, pa tako kot smo si skozi želeli že, ampak da pa ni tako zelo formalizirano, da je to po nek škateljcah, ampak da bo to neka živa meja okrog, da bo to malo zelenja, da bojo tam drevesa ostala, pa da bo kakšna klopca ob vodnaku. To jaz mislim, da je to krasno. Ja, sedaj ste se malo pogovorili med sabo. Kaj je najbolj pomembno vprašanje, ki ga slišite od vaših sokolegov vrtičkarjev? Ja, tisti, ki smo stari vrtičkarji, pa ki smo tako zelo negovali svoje gredice in smo jih ekološko že obdelovali ves čas, si želimo nek tam na našem končku dobiti tudi zdaj, da se bo dalo najeti. To je ena stvar, ki jo slišimo od ljudi. Druga stvar je pa, všeč mi je zdaj to, da bo malo drugače, malo bolj prijazno vseeno, kot je na Svetju. 42 bo v tem primeru, glede na vaše izkušnje, koliko vas je sedaj, zadostno število 42 vrtičkov? Jaz mislim, da zaenkrat ker zdaj nekateri so odpadli, tisti, ki so samo imeli za neko zabavo ali pa za tako, brez da bi kaj z obdelovanjem imeli veselja, tisti bojo po moji presoji odpadli in sploh ne bojo prišli nazaj. Tistih vrtičkarjev, ki smo pa res obdelovali, pa smo to zemljico brskali z veseljem, tistih pa mislim, da v prvi fazi, da nas ne bo več, da bomo kar vsi lahko dobili. Tako jaz čutim. Zdaj, če bo pa od drugje zelo velik naval, da bojo od drugje ljudje zainteresirani, potem bo pa treba najbrž hitro drugo fazo še začeti. Projekt Lastni vrt je odprt, se namreč nanaša le na prvo fazo območja, velikosti dobrih 6000 kvadratnih metrov, ki naj bi sledila še druga faza na manjšem območju v velikosti dobrih 2000 kvadratnih metrov. V krajevni skupnosti Preska jih veseli, da bo tu nastalo lepo urejeno območje, ki bo v ponos kraju. Krajevna skupnost je na vsak način zainteresirana, da se občani družijo, da se imajo lepo, ker Slovenci in vsi, ki so prišli v Medvoški konc, so več ali manj ljudje zemlje in jim to zelo veliko pomeni in zato se nam zdi idealno, da jim omogočimo ta stik z zemljo, da pridelajo neko svojo hrano, da imajo boljši občutek, pa s tem prišparajo še kakšen evro. Krajevna skupnost naj bi odigrala povezovalno vlogo med občino in obstoječimi vrtičkarji, ki bi želeli to ostati še v prihodnje, in novimi najemniki. Da ne bi kdo ostal brez vrtička, ki bo želel, in če bo več prijav, bo pač neka čakalna vrsta. Upam, da bojo vrtički čim prej zasedeni in da, kot dogovorjeno, kot rečeno, da se bo v jesenskem času, naslednjem letu, v 2025, naredila neka prijetna otvoritev, da se bodo začeli te vrtički v tej prvi fazi izkoriščati oziroma uporabljati v dobro medsebojnih odnosov in seveda tiste lastne solate, ki je daleč najboljša. Dosedanje uporabnike vrtičkov je na predstavitvi zanimalo tudi slednje: časovnica, kdaj se bodo lahko vrnili nazaj na vrtičke. Dejstvo je, da je na potezi ponovno sklad kmetijskih zemljišč,
ki se je zavezal urediti območje, da bo mogoče projekt tudi izvesti. Sklad ima že zunaj po naših informacijah razpis za izbiro izvajalca. To pomeni, da si jaz predstavljam, da bo v zimskih mesecih, najkasneje do konca februarja, poskrbel, da bo to območje celo da bo izvedena agromelioracija. To pomeni, da se odstranijo vse, kar je graden, vse, kar je teh pritiklin, ki na vrtičke ne sodijo, in da se poskrbi, da se rekultivira oziroma da se dodatno uredi celo zemljišče. Ko bo to narejeno, bo šla v akcijo že občina, torej z izbiro izvajalca za izgradnjo tega območja, potem pa naprej korak za korakom do tega, da pridemo do neke slavnostne predaje te prve faze, ki pa jaz računam, moja ocena je, da bi to lahko bilo že konec prihodnjega leta. Sodelavke to bolj plastično potem predvidevajo v spomladi 2026, ampak kakorkoli tukaj se bo začelo dogajati v zimskih mesecih in potem se bo območje samo še olepševalo. Med 44 projekti iz prvega programskega obdobja, ki so se izvedli oziroma še vedno potekajo pod okriljem lokalne akcijske skupine za mesto in vas, je projekt Približajmo Polhograjce, katerega vodilni partner je naša občina. Glavni namen projekta, ki je ocenjen na dobrih 50 000 evrov, od tega slabih 35 000 evrov sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je podpreti trajnostno obliko mobilnosti in zmanjšati število motorjev prometa na zavarovanem območju Polhograjski Dolomiti. Zato tja konec tedna vozi avtobus. Drugi cilj pa je razvoj novega tržnega produkta sladice iz lokalnih sestavin. Namesto klasične sladice smo dobili energijsko ploščico. V okviru projekta Približajmo Polhograjce, v katerem kot partnerki sodelujeta tudi kmetija Kršinar z Topola in kmetija Logar iz Vodic, je bila minuli petek na domačiji pri Lenart na Belem organizirana delavnica, ki jo je vodila biologinja, velika poznavalka zdravilnih plevelov in cvetja in v konkretnem primeru tudi vodja projekta Medvoška sladica, dr. Katja Rebol. Polhograjci so ji, kot pravi, že od nekdaj blizu. Tako blizu, moram reči, so mi bližje od nekdaj, zato ker tudi moja mami, ki je bila majhna, je tukaj nabirala borovnice. To se pravi, je bila iz tega področja in ja, so že tradicionalne. In borovnice imamo zdaj tudi noter, bi rekla, tudi malce sentimentalno zame. Ne? In ja, drugače smo pa porabili vse te lokalne sestavine. In ja, z veseljem tudi smo vse to, pravzaprav, kar je najbolj značilno za to regijo, uporabili. Pod okriljem projekta Približajmo Polhograjce je nastala tudi njena e-knjiga z naslovom Etnobotanika Medvodi in Medvoška sladica, kjer je kot značilne sestavine in zelišča lokalnega izvora navedla proso in proseno kašo, ajdo in ajdovo kašo, krompir, mlečne izdelke, jabolka, hruške in slive, orehe, lešnike in kostanj, divja zelišča in divjo hrano in koprive. Zraven je dodan še recept za predlagano medvoško sladico, ki pa ni klasična sladica za pripravo v gostilni, ampak energijska ploščica, sestavljena iz večine prej omenjenih sestavin. Zasnovala jo je Ana Šuštašič iz Jezerše gostinstva. Predvsem je prišlo do te sladice čisto iz praktičnih razlogov, ker smo na območju, ker ljudje pridejo predvsem kolesariti in pa pohodništva se grejo v teh koncih, pač Osovnik, Katarina, Jakob, ali greš peš ali pa s kolesom na te hribe in si vzameš neko tako energijsko ploščico s sabo. Predstavlja tudi, sem naredila kot 2 energijski ploščici, ki predstavljata med vode, ker smo med vodami črno-belo, včasih so reke malo bolj čiste, včasih malo bolj temne, tako da to je to. Osnovne sestavine noter so pa, gre za ajdovo kašo, potem so orehi noter, suho sadje, suhe hruške, suhi jabolčni krhlji, suhe borovnice, kostanjev med in pa koprivna semena, ki so pa značilna za tale naš obsorški del. Pač, ko greš ob Sori se sprehajati, je krasno, divje zelenje imamo, ki je užitno in je super živilo. Semena sploh ne uporabljamo več, oziroma jih bomo začeli uporabljati in so res super živilo in tle noter so krasno zastopana. Kopriva, kot rečemo, naša super hrana. A veste, meni je pravzaprav to zelo zanimivo, da smo lahko sladico skombinirali z divjimi rastlinami, takimi, ki se jih lahko vsak nabere.
To mi je bilo zelo pomemben. Pa še ena stvar, v sladicah ponavadi tako bi rekla, v teh krajevnih sladicah, ki jih imajo veliko krajev že po Sloveniji, pravzaprav ni značilno, da bi potem te divje sestavine uporabila. In ravno te so pravzaprav najbolj hranilne, dostopne vsem in ja, če pogledamo, kako je bilo včasih, so jih praktično vsi uporabljali. Potem smo vmes malo pozabili na njih, danes pa se to seveda vrača in ljudje to z veseljem uporabljajo. Medvoška sladica, torej energijska ploščica, ki jo lahko pripravite tudi doma, je, kot poudarja snovalka idejne zasnove Ana Šušteršič, šele v obliki predloga, ki morda potrebuje še kakšno dopolnitev. Potem pa tako kot vsak tovrsten produkt potrebuje še embalažo, namesto priložnostnega imena končno ime in seveda zgodbo, ki ga bo pospremila. Upajmo, da bo prišlo do tega, to je sicer čist res samo kot predlog zaenkrat, ampak zahteva prostora za izboljšave je še dovolj. Ime moramo najti, embalažo, mogoče razmisliti o tem, da bojo ljudje to si vzeli s sabo na hrbtnik, v žep, da prenaša temperature različne in pa da je na koncu tudi dobra za pojesti, tako da najdemo še izboljšave pri okusu in pa teksturi. Kdo je sodeloval pri preizkušanju prvih testnih vzorcev? Kdo je tisti, ki mogoče da res tisto pravo besedo? Ja, to je pa to. Če sem iskrena, do tega še ni prišlo, ker bomo tole zdaj sprobali, ampak jaz pa moja sodelavka, ki smo bolj delali na tem, sva se malo poigrali s tem, ampak treba je, da sprobajo še gosti ali pa uporabniki, tako da to je pomembno. Že izhodno v projektu nismo vseh korakov, ki jih neka sladica potrebuje, da zaživi, uporabili. Vključila, tako da mi smo v okviru tega projekta vse te, kar smo imeli, vse te korake, ki smo jih imeli zastavljene, tudi naredili. In ja, bom pa jaz še naprej seveda in bomo mi še naprej delali še na teh korakih, ki manjkajo in upam, da v okviru kakšnega drugega projekta mogoče zaživi tudi ta sladica bolj v promociji, tako da bo bolj prepoznavna. Gre torej za sladico, ki jo bo lahko postreči na vsaki prireditvi ali pa jo zapakirano odnesti s seboj v Polhograjce, od koder se bomo odpeljali z javnim prevozom. Glavni namen projekta Približajmo Polhograjce, ki je bil sicer ocenjen na dobrih 50 tisoč evrov, od tega slabih 35 tisoč evrov sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je namreč podpreti trajnostno obliko mobilnosti in zmanjšati število motornega prometa na zavarovanem območju Polhograjskih Dolomitov in z uporabo javnega prometa zmanjšati tudi negativne vplive divjega parkiranja in lažji dostop tudi ranljivejšim skupinam in starejšim. Ja, sama linija v Polhograjce bo še vozila do konca maja prihodnje leto. Tale delavnica za medvoško sladico je pa zadnja, tako da izvedenih je bilo 5 delavnic, 2 sta bili namenjeni širši množici ljudi in zdaj s tem pa res nekako zaokrožamo ta delček in je gospa Katja Rebolj tudi dobro upravlja svoje delo, nam pripravlja tako super sladico, ki mislim, da se bo super prejela v našem prostoru. Bili smo energijsko ploščico, je to en tak dober način za Polhograjske Dolomite? Recimo, je to tisto, kar vi rečete, ja, super ideja, ki je lahko tudi darilo občinsko, recimo? Jaz mislim, da so zelo dobro zasnovali. Tole sladico res spada v naš prostor, ker smo res pohodniki tukaj na Medvoškem koncu, pa kolesarji. In mislim, da poleg športnikom bo pa tudi recimo obiskovalcem kot lepo darilo. Mislim, da se jo bo dalo mnogo kateri namen uporabiti.
Društvo upokojencev Pirniče že vrsto let v tem, lahko že rečemo, prednovoletnem času pripravi dan za spremembe, dan za druženje, na katerega povabi predvsem vse člane, ki jim zdravje še omogoča prihod v dom krajanov. Ob tej priložnosti izkažejo majhno pozornost vsem okroglim jubilantom nad 80 let. Letos jih je bilo 27. Letošnja novost, za dozo zdravilnega smeha so v goste povabili sorodno društvo, Društvo upokojencev Podčetrtek. Dan za spremembo je za Društvo upokojencev Pirniče postala stalnica v tem predprazničnem obdobju. Stalnica je tudi dan četrtek, letos 21. novembra. Ob tem posebnem dnevu želim poudariti, kako dragoceni in pomembni ste vi. Ne samo za svoje družine, ampak za celotno skupnost. S svojim življenjskim delom, znanjem in izkušnjami ste neprecenljiv del naše zgodbe. Stalnica dneva za spremembe v Pirničah postaja tudi pevski zbor društva Srebrne zvezde. V dobrem letu dni so zabeležili že 30 nastopov in dvakrat nastopili tudi v Cankarjevem domu. Stalnica dneva za spremembe, ki ga je ponovno vodila Jana Jenko, je seveda tudi pozornost, ki jo namenijo vsem okroglim jubilantom društva, torej tistim, ki so v letošnjem letu zabeležili okroglo obletnico. Letos jih je bilo 27. 12 jih je oziroma bo še do konca leta dopolnilo 80 let, 6 žensk in 6 moških. Med njimi tudi Ciril Debeljak, ki je bil skupaj z Romanom Verasom pobudnik za ustanovitev prej omenjenega pevskega zbora. 8 članov društva letos praznuje 85 let, med njimi tudi 2 vidna člana Društva upokojencev Pirniče, Ivan Rebol in dolgoletni predsednik društva Bruno Ličen. 7 članov društva pa letos praznuje 90 let, 5 žensk in 2 moška. Najbolj zgovoren med njimi pa Franci Stare. Dogovorjen zmenek, čez 10 sigurno, čez 5 pa ne vem, se še nista uskladila. Tako, jaz pa tudi pridem, obljubim. Stalnica dneva za spremembe je ostal tudi program druženja, vedno nekaj razvedrila. Letošnja sprememba pa vendarle je, da v goste niso povabili kakšnega znanega stand-up komika, ampak gledališko in pevsko skupino Društvo upokojencev Podčetrtek. Združeni so na oder postavili igro Tonček se ženi. Miša Mahnič, Tomaž Lapajne Dekleva in Vid Sodnik so napisali tekst po motivih in v stilu Antona Tomaža Linharta. Ena naša kolegica nam je povedala krasno zgodbo, kako oni krasno nastopajo. Smo rekli, joj, ne pridejo še k nam nastopati. In nam ni žal. Zelo smo hvaležni za to idejo in bilo je čudovito. Res pa je, da smo doslej vsako leto na ta dan imeli neko komično uro, da smo želeli, da se nasmejemo nekomu, nečemu. In danes je bilo to imenitno. Stalnica dneva za spremembe pa je tudi kasnejše druženje ob glasbi, pijači in hrani, večino slednje izpod rok pridnih članic društva. Današnji dan nam pomeni dan za spremembe. Tako se imenuje in tako ima tradicijo že 10. leto, da se pred novim letom, pred tisto predpraznično gužvo, bom rekla, dobimo res vsi člani Društva upokojencev Pirniče, vsi naši sodelavci ali prijatelji, znanci, ki jih srečujemo in se z njimi družimo preko celega leta. Tako da nekaj namesto nekega velikega novoletnega darila je pa to za vse člane, naj bo to za njihovo novoletno darilo eno tako lepo popoldne, prijateljsko, za obujenje spominov, za srečevanje znancev, ki jih mogoče že dolgo nismo srečali, pa smo veseli, pravkar sem eno srečala in sem bila zelo vesela. Kaj vam pomenijo takeli dogodki, kot je današnja? Ja, veliko mi pomenijo. Ja, res. Ja, meni veliko, ker sem družaben človek, rada sem med ljudmi in druženje mi je lepo. Kaj bi rekel, veliko. Tole je zelo, rekel, taka enkratna priložnost, da ljudi spet vidiš, ki jih mogoče nisi dolgo časa videl, poklepetaš in ne vem, pa vidiš, da smo zdravi, še zmeraj pa veseli. Ne? Danes ste
imeli več vlog, najbrž kakšne vse? Ja, kakšno? Pri pevskem zboru sodelujem, okrogle še nimam, ampak sem tik pred njo, tako da sem si danes ogledala, kako izgledajo čestitke in se bom pripravila na to drugo leto. Kaj vam takeli dnevi, kot je današnji, pomeni? Pomeni nam res veliko, sicer se družimo pri petju, to nam pa pomeni povezovanje. Prijatelji, sosedje, znanci, vsi, ki se malokrat vidimo, se tukaj vidimo. Imate v rokah eno vrečko, to pomeni kaj? 80. 80. Koliko časa ste že v pokoju? Od 2005. In kaj je najbolje, ko je človek v penziji? Da ima dosti dela, da mu nekaj drugega na misel, pa ker delo res krepi človeka, gibanje predvsem. Ne? Koliko časa ste že v pokoju? To pa bi mogla da izračunati. 28. Povejte, kaj je najboljše, ko si upokojen? V redu je. Da imaš čas zase najbrž? Tako je, tako je. In za vse ostale tudi, ja. Koliko časa ste že upokojenka? A povem po pravici, 28 let. In kaj je najlepše, ko je človek upokojen? Kaj je tisto, kar rečete, ja, super, upokojenka sem? Svoje je vse lepo, ne? Ampak človek mora tako vzeti, kot je. Da delaš vse tisto, za kar prej nisi imel časa, kar ti je veselje in kar te drži, lahko še mnogo let po konci. Najbolje je, da je zdrav. To. Pa da ima čas zase pa za druge tudi. Tako. Član društva ste? Ja, sem. Imate kakšno funkcijo še? Ne, nimam žal funkcije. Se pa trudim sosedom pomagati, pa ker se da tako za društvom. Za delo jih je kar dovolj, če se ne motim. Za vodenje društva pa kar iščete? Ja, za vodenje društva iščemo in nihče ne hoče tega prevzeti. Ne nazadnje, veste, zahteve danes so malo večje. Moraš obvladati računalnik, se moraš znati javljati na različne razpise in tako naprej. Tako da to ni čisto enostavno, ne. Jaz skoraj vsak dan preživim kar nekaj časa na računalniku, ko prejemam pošto, odgovarjam na pošto in tako naprej, kar se mi zdi pomembno, da lahko poteka delo naprej. Imam krasno ekipo bom rekla, v upravnem odboru, ki smo skupaj, dihamo kot eno in res se vsem skupaj tudi ob tej priliki zahvaljujem, da so taki, kot so. In še informacija prostovoljk, ki vsak četrtek med 10. in 12. uro dežurajo v info.65+ v Zlatem kotičku blagovnega centra. Ta je namenjena vsem upokojencem in starejšim občanom nad 65 let in seveda njihovim svojcem, ki potrebujejo informacije vezane na področje zdravstva, socialnega varstva, pa tudi možnost vključevanja v aktivnosti in vsebine za starejše v občini Medvode. Več statistike o letu dni delovanja prihodnjič, tokrat pa poziv vsem, ki izpolnjujete pogoje za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine, da se oglasite pri njih, saj vam bodo z veseljem pomagale izpolniti zahtevek. Rok za oddajo zahtevka je namreč 31. december. Prejšnji četrtek 28. novembra je na osnovni šoli Preska potekal sedaj že tradicionalen 6. preventivni dan. Tisti dan v šolskem letu starejši učenci prevzamajo vlogo učiteljev in za mlajše pripravijo različne delavnice po lastnem izboru, vse od športnih, ustvarjalnih, kuharskih in glasbenih. Svoje izdelke pa so predstavili na novoletnem sejmu, kjer so zbrali denar za šolski sklad namenjen socialno ogroženim družinam. Preventivni dan je učencem in zaposlenim na osnovni šoli Preska že dobro poznan, saj poteka že 6. leto. To je dan, kjer starejši učenci prevzamejo vlogo učiteljev in vodijo čisto svojo delavnico, vse od športnih, ustvarjalnih, kuharskih in glasbenih.
Preko njih gradijo medsebojno zaupanje, povezanost in razvijajo vrednote, kot so strpnost, spoštovanje in pomoč drugemu, ki se v hitrem tempu življenja hitro porazgubijo. Na naši osnovni šoli že 6. leto zapored organiziramo preventivni dan. To je dan, ki je vedno pač v novembru, ker november je mesec preventive. In že zadnji 2 leti na tak način, kot je danes, ker boste lahko najbrž tudi pokazali. Gre pa za to, da povezujemo celo našo šolo v skupnost, ki pač hočemo, da čim bolj živi, da čim bolj v bistvu se povezuje, da se čim bolj v bistvu pokaže, ker mislim, da nam je mogoče v tej novodobnem svetu to malo šlo iz rok. Tako da v bistvu ta dan je namenjen temu, da učenci sami sebe predstavijo drugim, da se spoznajo in predvsem, da jih učimo in živimo in da smo tako zagrabimo vrednote, kot so sodelovanje, spoštovanje, pripadnost, tudi strpnost, poslušati drugega, mu pomagati. Vse te veščine oziroma vrednote, ki so pomembne otrokom za vsakdanje življenje. Pa mogoče v šolskem dnevu premalo časa ali pa mogoče preveč brzimo tudi vsak dan doma, popoldne in pač mogoče se premalkrat ustavimo. Tako da danes je dan namenjen temu. Učenci od 4. razreda naprej so lahko za tisti dan obuli čevlje učiteljev in organizirali različne delavnice za mlajše. Pomembno pa je, da so organizirali celotno delavnico, torej vse od priprave materijala do same izvedbe, učitelji pa so jih spremljali kot mentori. Povezujemo mlajše učence s starejšimi, to smo letos že 2. leto poteka na ta način. Povezujemo 5. 6. razred, potem 4. s 7., pa 2. 3. z 8. 1. pa 9. se pa povezujete v bistvu v tem dnevu tudi v okviru tutorstva, ki je drug projekt, ki vzporedno poteka in v bistvu so devetošolci cel dan preživijo s prvošolci in delijo v bistvu sebe, svoje vrednote in se učijo drug od drugega. Ker so v projekt vključeni vsi zaposleni na šoli, ne gre pozabiti tudi na kuharice in čistilke, ki so imele tisti dan malo več dela, a vse za dobro skupnosti. Kakšni pa so odzivi? Zanimivo, lani mi je bilo najbolj po povratnih informacijah to, da so zelo izrazili ravno ta del, kako zanimivo in koliko so interesirani, da so oni vodje delavnic, da oni pokažejo sebe. In zato smo to letos tudi na ta način v bistvu izpeljali ta dan. Tako da so toliko pogumni, v bistvu, da pokažejo pač ta svoj del pozitiven, pogumen, samozavesten, da v bistvu se ne skrivajo, ampak res jih je ena velika količina učencev, ki pač bi to tako naredili in se pokazali. Učitelji sprejmejo tudi pozitivno, ker mislim, da imajo ta dan priložnost v bistvu videti učence skozi drugačna očala, ker so to takrat učenci, ki niso učenci v šolski klopi, ko pač poteka pač tisti dan pouk in tako naprej, ampak so res taki, ki jih pač poznamo mogoče popoldne, ki jih starši poznajo popoldne. In mislim, da jim je zelo vredno to videti in pač biti zraven mogoče manjši skupini, videti še mlajše učence, ki jih bojo mogoče na predmetni stopnji čez 3 leta šele srečali. Tako da v bistvu mislim, da iz vseh strani nekako, kljub temu, da je to pač dan, ki je mogoče bolj živahen, pa mogoče celo manj strukturiran, bolj kaotičen, ampak mislim, da so povratne informacije z vseh koncev pozitivne. S katerimi delavnicami pa so se predstavili učenci oziroma kar učitelji za en dan? Torej, mi imamo delavnico Mini-zoo in na tej delavnici tudi ozaveščamo mlajše člane, v bistvu kako ravnati z živalmi, kako skrbeti za njih, pa kako se obnašati, ko smo zraven njih, da smo mirni in tako. Zakaj ste se odločili danes, fantje, da boste pripravili tole kuharsko delavnico za mlajše? Ker radi delamo pico in hrana, dobra hrana je pica. Pa rad tudi doma kuhaš, pomagaš mami? Ja, veliko pomagam in tudi kuham sam. Kaj najraje kuhaš? Kakšna peciva ali pa kaj takega, pa kruh. To mi je tudi dobro. Kakšen je odziv mlajših, takole, ki kuhajo, so spretni in morate kar veliko pomagati, kako je? Ja, nekaj je dosti pomaganja, sam tudi hitro se učijo. Časoprimerno pa so izdelovali tudi voščilnice, božične okraske in adventne venčke. Učenci, ki so prišli na najno delavnico, sva jih najprej naučila, kako se izdelati venčke. In prvi postopek gre tako, da v bistvu vzameš obroč, lahko je iz slame, iz palce, iz stiroporja, kakorkoli. In pol v bistvu vzameš veje od ciprese, jelke, kjerekoli veje in jih v bistvu žičko oviješ. Pol v bistvu pač okrasiš, pa pomembno je, da so visoke sveče, zato da se ne zažge.
pa pol pač po svojem okusu okrasiš. Mi smo bolj tako malo božično, pa tako naravno smo tako okrasili. Seveda pa so bili učenci tudi športno aktivni. Ti danes organiziraš tukaj košarkaško delavnico, zakaj si se za to odločil? Zato, da malo poživimo to šolo, pa da se tam mali pač naučijo malo igrati košarko, če bojo pol naprimer tudi v klubu kaj igrali, da se malo naučijo, no. Pa da malo igramo med seboj, da je malo zabave. Kako vam je všeč današnja delavnica tukaj na košarkaška? V redu. Ja? V redu. In veliko zadanete košev? 30 na en dan. Ja, kako pa je z njihovim delom zadovoljen Lev, njihov trener za en dan? Pa so veliko tudi zadel, sem kar presenečen, koliko zadanejo. Popoldne pa je potekal novoletni sejem, kjer so učenci občanom, staršem, dedkom in babicam predstavili, kaj vse so izdelali in se novega naučili na preventivnem dnevu. Vsaka delavnica je imela svojo stojnico, kjer pa so zbirali denar za šolski sklad, namenjen socialno ogroženim družinam. Tudi na osnovni šoli Medvode so ta dan pripravili tradicionalni dobrodelni Miklavžev sejem, ki je potekal v športni dvorani Medvode. Raznolika ponudba in zanimive stojnice so tudi tokrat navdušili vse obiskovalce, ki so s prav posebno valuto, imenovano medvodko, lahko kupili praznične dobrote in spominke. Pretekli teden je v športni dvorani Medvode potekal tradicionalni Miklavžev sejem, ki je že dolgo priljubljena prireditev na osnovni šoli Medvode. Sejem je odprl vrata ob 17. uri in privabil številne obiskovalce, ki so uživali v prazničnem vzdušju. Tako kot vsako leto smo tudi letos pripravili zelo zanimive in raznovrstne izdelke. Moram reči, da so se učenci izredno potrudili, seveda z njihovimi učiteljicami, tako da ideje so vsako leto vedno bolj lepe, drugačne, izvirne, tako da mislim, da vsak si bo našel kaj zase. Kako pa poteka organizacija enega takega sejma, kdaj se že začnete pripravljati z učenci? Običajno se na razredni stopnji približno 14 dni ukvarjajo z idejami in v okviru pouka že pripravljajo. To je lahko v okviru likovnega pouka, tudi v povezavi z drugimi predmeti. Na predmetni stopnji imajo pa tehniški dan, tako da danes dopoldan smo imeli tehniški dan in so celo dopoldne ustvarjali in to, kar so naredili, je danes tukaj. Učenci vseh razredov so predstavili svoje ročno izdelane izdelke, ki so dišali po praznikih. Od okraskov za božično drevo, svečk, voščilnic do različnih prazničnih dekoracij. Vse je bilo skrbno ustvarjeno z veliko ljubezni in ustvarjalnosti. Poleg tega je potekal tudi srečelov, kjer so imeli obiskovalci priložnost osvojiti različne nagrade. Kaj danes ponujate na vaši stojnici in kako gre prodaja? Prodaja gre zelo dobro. Prodajamo pa take sovice, pa svečke, pa pujske, pa voščilnice, pa take vrečke, pa take denarnice, pa tako take stvari. Ponujamo ptičje hišice vseh velikosti in ponujamo ključe za ključe. In kako gre prodaja? Zelo dobro, prodali smo že veliko ptičjih hišic in imamo jih tudi veliko na rezerviranju. A imaš kakšen poseben prodajni trik? Ne, zaenkrat še ne, ker nam gre vse ful dobro. Hiške smo naredili iz barvic, pa božičke smo naredili na vočilnicah, pa zajčke. In kako ti gre prodaja? Dober. Ja, še ful, saj ene 20 medvodko to imamo že. Prodajamo izdelke, ki smo jih naredili. In katere izdelke ste naredili? Voščilnice, pa medenjake, pa sladke snežake. In kako gre prodaja? Ste že kaj prodali? Ja. Sejem ni bil le priložnost za nakup unikatnih izdelkov, temveč tudi za dobrodelnost. Številni obiskovalci so prinesli nove in uporabne predmete, ki so jih predali razrednikom, s čimer so podprli dobrodelne aktivnosti šole. Seveda, vse to, kar smo tukaj pripravili, izkupiček od tega bo šlo za socialno šibke otroke. Se pravi, tudi na osnovni šoli Medvode imamo otroke in njihove starše, ki morda kdaj potrebujejo pomoč.
Tako da, kar se bo tukaj nabralo, bomo seveda zelo koristno uporabili. Na posebni stojnici z rabljenimi igračami, družabnimi igrami in knjigami so obiskovalci našli predmete, ki so jih prinesli tisti, ki so jih doma prerasli. Vse to je omogočilo, da so ti predmeti našli nov dom, kjer se jih otroci lahko ponovno razveselijo. Miklavžev sejem je bil še enkrat več izjemno uspešen dogodek, ki je združil ustvarjalnost, veselje in dobrodelnost. Na prvo adventno nedeljo je tudi letos na široko odprla svoja vrata skupnost Barka in povabila vse krajane in prijatelje na Barkin Miklavžev sejem. Barkin Miklavžev sejem organizirajo, da bi predstavili paleto unikatnih izdelkov, ki so v varstveno-delovnem centru Barka skozi leto nastali izpod rok barkačev ob podpori delovnih inštruktorjev. Leto je hitro minilo in društvo Barka, ki deluje v Zbiljah, je ponovno pripravilo Miklavžev sejem. Društvo Barka je specializirano za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju, a to ne pomeni, da njihove članice in člani ne morejo ustvarjati izjemnih stvari. Nasprotno, njihova ustvarjalnost in spretnost pri izdelavi različnih izdelkov in umetniških del sta pravo umetniško delo, le potrebno jih je spodbujati na pravi način. Na Barkinem Miklavževem sejmu ponujamo pravzaprav neke tradicionalne stvari kot običajno, to so izdelki iz lesa, izdelki iz blaga, potem imamo v ponudbi tudi kakšna posušena zelišča, zeliščne čaje, lovoreve liste, letos imamo tudi posušen česen, aronijo, tako da vsako leto se trudimo, da kaj v ponudbo dodamo. Tako da letos bi mogoče še izpostavila lesene ptičje hišice, ki so nastale v lesni delavnici v sodelovanju naših barkačev in pa delovnega inštruktorja. In to lahko tudi danes tukaj na sejmišču posnamete, vidite, tako da smo se pripravljali že od septembra na ta dogodek in danes smo veseli vseh teh obiskovalcev, ki prihajajo. Sejem je obenem postregel s prijetnim druženjem ob številnih sladkih dobrotah in skodelici čaja, ki je zaradi hladnega vremena prav prišel. Poleg tega so organizirali tudi dobrodelni srečelov, obisk Miklavževe delavnice in ogled njihovih prostorov. Nekaj obiskovalcev je prišlo, največ bom rekla prijateljev, naših sorodnikov, pa tudi ostali ljudje, tukaj nekaj novih obrazov vidim, verjetno iz bližnje okolice. Vedno smo veseli kakšnih novih obiskov, tako da radi imamo obiske, radi se podružimo, spletamo nova prijateljstva. Tako da smo veseli današnjega obiska. Kaj vas je privedlo tukaj na tale Barkin Miklavžev sejem? V bistvu me je povabil kar Stane, tako da vsako leto že hodim, vsako leto pridem, da malo pogledam. Včasih sem bila tudi tukaj prostovoljka, tako da tudi malo pogledam oziroma pridem obiskat druge. In kaj, boste kaj kupili? Boste tukaj božična darila mogoče zdaj za Miklavža? Prišla sem skupaj z mami, tako da v bistvu ona je kupila nekaj voščilnic, jaz pa trenutno gledam predpasnike, tako da mogoče bom to kupila. Prideva malo po te ročne izdelane čestitke novoletne, potem kakšno krmilnico ali pa ptičjo hišico kupa, kakšne take izdelke, zmeraj kaj zanimivega. Vas navdušijo s svojimi? Ja, res. Pridni so, znajo delati in moramo malo spodbujati. Tudi december bo v Barki pester, saj so za oskrbovance pripravili zanimivo dogajanje, ki je seveda praznično obarvano. Trudimo se, da pričaramo neko atmosfero decembru primerno, tako da danes nekako štartamo to z našim sejmom Miklavževim, potem pa prihodnji teden nas čaka Miklavževanje, v četrtek nas obišče Sveti Miklavž, planiramo tudi obisk župnije v Svetem Duhu, kjer si bomo gledali razstavo jaslic. Potem pa dobimo obisk tudi tukaj na Barki in sicer nas bo proti koncu meseca obiskal čarovnik Jurij. Zaključili bi pa nekako kot običajno tradicionalno na Barki z predbožičnico. To je naše tradicionalno srečanje tukaj na Barki, ko povabimo starše, prijatelje, da pridajo na to zadnjo večerjo pred praznik in tako nekako sklenemo potem to leto. Če ste ta konec tedna zamudili priložnost za obisk sejma in vas zanima, kaj vse so ustvarili, se zapeljite do Barke. Tam vas bodo z veseljem sprejeli, saj boste s tem razveselili ne le sebe, ampak tudi oskrbovance Barke.
Za vse tiste, ki radi naredijo adventne venčke sami, je turistično društvo Zbilje organiziralo delavnico izdelovanja adventnih venčkov skupaj s strokovnjakom iz Biotehničnega centra Naklo Petrom Ribičem. Skupaj s sodelavci že vrsto let krasi baziliko svetega Petra v Rimu in je eden najbolj znanih strokovnjakov za floristiko. Delavnice se je udeležilo 30 članov. S 1. decembrom, v nedeljo, smo prižgali prvo svečo na adventnem venčku v pričakovanju enega največjih krščanskih praznikov, Božiča. Adventni venček lahko kupimo ali pa ga izdelamo sami. Za vse tiste je to soboto Turistično društvo Zbilje organiziralo delavnico, ki jo je vodil strokovnjak iz Biotehničnega centra Naklo Peter Ribič. Delavnice se je v dvorani Turističnega društva Zbilje udeležilo 30 članov. Kaj pa je potrebno vedeti o izdelavi adventnega venčka? Adventni venec ima pač svoje zakonitosti, se pravi, jutri se začenja prva adventna nedelja in potem 4 tedne, tako da venec mora biti pravilno napleten s trajnim zelenjem, vsebovati mora 4 simbole, navadno so to 4 sveče, ki predstavljajo 4 obdobja pred rojstvom Kristusa, 4 adventne nedelje, kot poznamo, Pomembno je, da smo natančni, da delamo precizno, počasi in v tem duhu je tudi danes delavnica potekala. Poleg zelenja, ki se ga naplete na obod, so potem tam še 4 sveče in pa ostalo okrasje. Adventni venček je okrašen venec, običajno iz zimzelenih vej, na katerem so 4 sveče. Vsako nedeljo v adventu se prižge ena sveča, pri čemer ima vsaka sveča poleg simbolnega, torej 4 obdobij v razvoju krščanstva, tudi svoj duhovni pomen. Upanje, mir, veselje in ljubezen. Ključne vrednote, ki nas pripravljajo na prihod Božiča. Venček pa je običajno v krogu in predstavlja večnost in nepretrgano povezavo, saj nima niti začetka, niti konca, kot tudi Božja ljubezen, ki je brezmejna. Peter Ribič pa že vrsto let skupaj s sodelavko Sabino Šegulo krasi baziliko svetega Petra v Vatikanu. Sprva sta začela z okrasitvijo za velikonočne praznike, vse od leta 2013 pa sodelujeta tudi pri božični krasitvi. Kakšna pa je dekoracija tam? Tam je posebno zaradi velikosti vsega skupaj, vsakokrat izdelamo približno 80 metrov dekoracije. Za Božič že vemo, da bo rdeče, zelen, zlat, medtem ko pri veliki noči je bistveno več rezanega cvetja in se barve nekako zlivajo, bela, rumena, roza in tako naprej. Božič je med ljudmi zagotovo priljubljen družinski praznik, ki ga preživljamo v krogu svojih najdražjih in temu sledijo tudi dekoracije, ki so bolj umirjene, bolj nekako v duhu tega meseca, ko je dan seveda najkrajši, noč najdaljša. Rdeča, zelena, zlata in bela sestavljajo barvno paleto Božiča, ki nosi duhovna sporočila ljubezni, večnega življenja, Božje slave, Božje svetosti in veselja. V teden slovenske Karitas se je že 33. zapored vključila naša televizija z oddajo Klic dobrote na prvo adventno nedeljo. Po odločitvi župnijskih Karitas bodo zbrana sredstva šla za odpravo škode po lanskoletnih poplavah, poplavljenim v porečju Sore in Ločnice. Dejstvo namreč je, voda je odtekla, težave so ostale. O končnem zbranem znesku v prihodnji oddaji. Letošnjo osrednjo prireditev ob tednu Karitas v naši občini, dobrodelni koncert, pa je letos organizirala župnijska Karitas Smlednik. Nastopajoči so se združili pod naslovom Poti do srca in polni dvorani obiskovalcem pričarali več kot 1 uro prekrasnih glasbenih nastopov, obogatenih z mislijo, da zmoremo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki so se znašli v stiski. Razpoloženje po koncu dobrodelnega koncerta so še popestrile gospodinje, ki so pripravile bogato obložene mize, ob katerih so se krajani še malo podružili in na lep način zaključili že tako prijeten glasbeno obarvani večer. Zelo vesel sem, ker so, to se pravi, prostovoljke župnijske Karitas res lep program pripravile, pa mislim, da so ljudje kar not padali, če tako rečem, pa da so res uživali. Pa hkrati, da se ta rdeča nit ni izgubila, pravzaprav, da je to dobrodelni koncert, da znamo pomagati bratom pa sestram v stiskah. Program koncerta je sledil naslovu Poti do srca.
Na njem pa so nastopili glasbeniki, mešani pevski zbor Smleški žarek, Nika Svetlin in Blaž Avsenik, trio Mirabilis in Andrej Gačnik s sinovoma. Milena Stare pa je razmišljala o geslu Karitas, o poteh do srca. Ja, držali smo se kar te rdeče niti, poti do srca, pa smo rekli, da bojo poiskali tudi res talente tukaj v domači župniji, ljudi povabili k sodelovanju, da skupaj res naredimo nekaj lepega za ljudi, ki so v stiskah, pa tudi drug za drugega, da se tudi s temi talenti, ko jih delimo, povežemo in postanemo še močnejša skupnost, občestvo. Ob tednu Karitas župnija s svojimi aktivnostmi potrkajo na naša srca, čeprav tudi med letom skrbijo, da pomoč dobijo prav vsi, ki se nanje obrnejo s svojo stisko. Ja, tukaj se vidi, ta slovenska vzgoja, da v stiskah se Slovencu odzove in tudi vsakega, ki smo ga povabili k sodelovanju, so z veseljem pristopili. Niso rekli ne, tako da smo veseli te spodbude pa njihove dobrote. V zadnjem obdobju je sicer opaziti, da skupnost ni več tako povezana kot včasih. Kot pogosto poudarjajo številni, prevladuje skrb zgolj zase, egoizem, a se ob kritičnih dogodkih skupnost še vedno poveže in stopi skupaj. To je še posebej izrazito v manjših krajih, kot je Smlednik, zato petkova polna dvorana v Domu krajanov ni bila presenečenje. Kako torej skrbijo za to, da skupnost ostaja povezana? Ja, res se vidi, zato ker smo ljudje nekako postali samozadostni, to se pravi tudi, če ti kaj zmanjka, greš v trgovino, če si ti kaj pokvar, bi rad takoj novo kupil, pa tako smo nažalost tudi s človekom začeli delati, da bi ga kar nadgradili, zamenjali, ampak ne gre. Ja, smo manjša skupnost, pa se tudi trudimo, da bi res z raznimi spodbudami, pa tudi ko črpamo iz korenin tega kraja, recimo letos smo posneli film o Jakobu Aljažu, da nas tudi te liki iz preteklosti spominjajo, da pač gradimo eno lepo sedanjost pa prihodnost, da pravzaprav smo vsi odgovorni, kako se bomo drug z drugim počutili, in da moramo nekaj narediti. Ja, je manjša skupnost, pa se kaj lepo odzivajo. Adventni čas je tudi čas upanja, čas, ko si upamo odpreti srce in izraziti svoje želje. Ja, jaz kot duhovnik se želim, da bi ljudje odprli srca Bogu in s tem tudi drugemu, da bi res poiskali tisto dobroto, iskrenost, ki jo sam Bogu nas polaga, pa da bi v prvi vrsti ne hrepeneli po dobrinah, ampak po lepih, iskrenih, spoštljivih odnosih in da bi take odnose gradili, da bi se zavedali, da smo pravzaprav po božji dobroti mi drugemu največji dar. Tako, kakor večkrat poudarjam, da sreča pride iz srečanja, ne iz stvari, ki jih imamo, ampak ko se srečamo v ljubezni, spoštovanju in resnici. Za nami je že sicer pevsko zelo bogat konec tedna. Prav tako v petek je v cerkvi svetega Štefana koncert pripravila vokalna skupina Foneme Gale, ki je v goste povabila mešani pevski zbor Biser iz Vodic. Skupni imenovalec obeh je, poleg veselja do ljudske pesmi, še Klemen Jarinc. Pri prvih je prvi tenor, pri drugih pa zborovodja. Vokalna skupina Foneme Gale je na koncertu predstavila svojo prvo zgoščenko. Ta zgoščenka je bila za nas zelo prelomna, moram reči. Mogoče niti ni produkt letošnje sezone, ampak je to nekako skupek vseh teh 10 let našega delovanja. Smo rekli, spodobi se, da v tem trenutku pa postavimo še zgoščenko. Začeli smo v lanskem letu, dokončali v letošnjem. Ko smo razmišljali o tem, kaj sploh dati na našo prvo zgoščenko, smo se odločili, da je prav, da najprej pokažemo, da smo Slovenci, da smo ponosni na naše ljudsko izročilo, zato tudi naslov in vsebina Ljudske z močnim glasom.
Posvežimo nekaj dejstev v vokalni skupini Fone Megale. Prepevajo od leta 2015, najbolj ponosni pa so še vedno na srebrno priznanje na regijskem tekmovanju Javnega sklada za kulturne dejavnosti leta 2019. Sprva so upali, da jih bo več, sedaj pa vedno bolj ugotavljajo, da je kvartet zanje idealna zasedba, da se lažje uskladijo za vaje in se z enim avtomobilom odpeljejo na nastop. In še, da so že 4 dovolj glasni. Ime Fone Megale jim je podelil soški župnik Jože Čuk in pomeni z močnim glasom. In dejstvo je, da čeprav sodelujejo pod okriljem KUD-a Franciški Finžgar Senica, svoje koncerte najraje pripravijo v župnijski cerkvi svetega Štefana v Sori, tudi tokrat. Še vedno pa so 4, ali kot je dejal Borut Stojilkovič, ki je koncert povezoval, en socialni delavec, to je Klemen Jerinc, prvi tenor in 3 učitelji. Uroš Medar, drugi tenor, Miha Sredkar bas in baritonist Dominik Jurca, ki je tudi umetniški vodja. Stalnice so pesmi, tudi te, ki nas spremljajo na letošnjem koncertu, bodo te ljudske, ki jih pojemo že ves ta čas. Spremembe se pa vsako leto dogajajo drugače. Letošnja glavna sprememba je, da se po tem koncertu Dominik Jurca poslavlja z mesta vodenja zbora. Tako da smo v neki tranziciji trenutno, kjer iščemo novega pevovodja, zagotovo ne bomo 3. Tudi kolikor trenutno zgleda, Dominik ostaja zraven kot pevec, je pa ta funkcija pevca in pevovodja hkrati bi rekel nezdružljiva, čeprav je Dominik super opravljal teh 9 let, kar smo bili tako skupaj zbrani. Tudi sam postopek snemanja sedaj je to pokazal, da je res težko biti suveren na obeh mestih, tako da je potem prišla skupna odločitev, da iščemo novega pevovodja, bomo pa videli, kako bo potem naprej. Vse stvari v življenju rastejo, se medijo, se spreminjajo, je pa fajn, da vztrajamo v tem, pa se mi zdi, da tista glavna stalnica, ki pa je pa ta ljubezen in veselje do samega petja. V tokratnem programu so imeli 10 ljudskih pesmi, priredbe ter jih je naredil naš občan, že pokojni Niko Zlobko. Iz tegale seznama vaša najljubša? Moja najljubša iz tega seznama bi rekel verjetno Studenček. To po mojem tudi pesem, ki jo največkrat zapojemo. To je bil verjetno tudi prvi tak, kjer sem imel jaz res solo, pa mi je res lepa. V goste so tokrat povabili mešani pevski zbor Biser iz sosednje občine Vodice. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Vedno je ena zgodba od zadaj in najbrž je tudi ta. Ja, tudi letos, če se ne motim, celo prvič gostimo mešani pevski zbor Biser, tokrat iz Vodic, iz sosednje občine. Zgodba je pa zelo preprosta. Njihov zborovodja je Klemen Jerinc, naš prvi tenor, je rekel, kaj pa če skupaj naredimo ta koncert, pa smo rekli, super, dajmo, zakaj pa ne. Tako bili smo, pa smo že tudi sodelovali v preteklosti, pa smo rekli, pa dajmo skupaj narediti ta lep koncert. Mešani pevski zbor Biser praznuje že 26. leto delovanja. Želijo, da bi se ohranile slovenske ljudske pesmi, zato jih je kar nekaj v njihovem repertoarju. Z veseljem jih zapojejo ob vsaki priložnosti. Radi pa zapojejo tudi kakšno popevko ali narodno. Člani in članice zbora, med njimi sta tudi 2 Medvoščana, oba tako kot Uroš Medar, občinska svetnika, Lado Vidmar in Zvonka Hočevar, uspešno uresničujejo svojo pevsko vlogo s prirejanjem letnih koncertov in nastopanjem na revijah in festivalih. Kot prostovoljci so obenem aktivni tudi pri delovanju lokalne skupnosti. Zbor od leta 2021, kot že rečeno, vodi zborovodja Klemen Jerinc. V soboto nas je gledališka sekcija Prbesk k Hudjaram povabila na že 3. premiero veseloigre Afna Županova Micka 3.bzg. Priredbe se je lotil Jurij Marusik, ki je prav tako kot prvi in drugi del zgodbo postavil v današnji čas z uporabo telefonov in družbenih omrežij. Poleg Marusiga sta v zgodbi nastopili še sestri Sara in Kaja Bukovšak. V torek pa nas ta ista ekipa vabi tudi na klepet v bar kulture, tokrat s Tomažem Misem z kmetije Misu za vrhu. V soboto smo bili povabljeni v rojstno hišo Jakoba Aljaža na premiero veselo igre Afna Županova Micka 3.bzg. Šlo je za 3. del, nadaljevanje prvih 2, kjer je bila zgodba že tradicionalno postavljena v današnji čas v svet družbenih omrežij. Začeli smo s prvim delom, predlansko 2 sezone nazaj.
ker smo postavili Županovo Micko v sodobni čas. No pa je pa ratala ideja, ne, če smo zdaj prišli do tega, da je že z Micko, pa dajmo narediti še drugi del, pa smo napisali drugi del, ki smo ga lansko predstavili, pa smo rekli, dobro, zdaj bomo pa dobili idejo, pa nadaljujemo s tretjim delom, tako da smo prišli zdaj do tega, kar se je zgodilo. Pa so vsi te zapleti, jih vi režisirate ali vam punce tudi pomagajo? Kako je to? Ja, v bistvu jaz napišem, potem pa sodelujemo skupaj na vajah, oblikujemo tekst, tako da v bistvu vse skupaj delamo. Eno osnovo postavimo, pa mi obogatimo, ne, vsak s svojimi idejami. Županova Micka pa v tem delu ni bila več županova, saj mesto županje prevzela Šternfeldovka, tista, ki je tudi speljala Anžeta. Kako pa igralka odigra vlogo Micke, kjer jo vsi jezijo? Se kar navadiš skozi čas. Na začetku je bilo težko, ker nisem navajena take vloge. Zdaj vsako igro, ki je lažje. Malo pa se že šušlja o 4. delu. Mi imamo veliko nastopov na Trški gori, v društvu turistično društvo Trškogorsko srce. Nas povabi vsako leto na Trško goro, tako da to vemo, da bomo spomladi nastopali zunaj. Nekaj bomo šli tudi na mojo šolo, kjer poučujem z učitelje. Skratka, malo bomo, po moje bomo šli nekaj ponovili, še enkrat in tako. Ali bomo šli gori, doli, naokoli. Iz športnih logov pa žal novica, da je naš vodilni reprezentančni adut Peter John Stevens, ki je bil tudi naš športnik leta, na novinarski konferenci napovedal slovo od plavanja po prihajajočem svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Budimpešti, ki bo potekalo od 10. do 15. decembra. Kot temeljni razlog je izpostavil razočaranje nad razmerami pod streho Plavalne zveze Slovenije. Torej do prihodnje oddaje držite pesti za Petra. Medvoški policisti so obravnavali 3 prometne nesreče. Prva se je zgodila pod vrhom Medvoškega klanca. Po prvih ugotovitvah pa je voznica iz neznanega vzroka zapeljala na nasprotno vozišče in trčila v vozilo, ki je stalo v koloni. Ko bodo ugotovili pravi vzrok za nenavaden premik v levo, bo sledil ustrezen ukrep. V Medvodah je voznik pri vzvratni vožnji spregledal peško in trčil vanjo. Peško so morali odpeljati na urgenco. Drug voznik pa je med premikom na parkirišču trčil v pravilno parkirano vozilo, po trčenju pa odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil podatke o zavarovanju svojega vozila. Policisti bodo po zaključeni preiskavi izdali ustrezne ukrepe in globo. V Goričanah je prišlo do serije vlomov v stanovanjske objekte in hkrati tudi do tatvine osebnega vozila. Zdaj zbirajo obvestila in dodatne informacije, po zaključeni preiskavi pa bodo o ugotovitvah obvestili tožilstvo. Občan iz Preske pa je policistom prijavil predrtje pnevmatik na vozilu. Tudi o tem dogodku policisti še zbirajo obvestila. Zgodila se je tudi delovna nesreča v podjetju na ladji. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in zbrali informacije strani prič in poškodovane osebe. Tuja krivda za nesrečo ni bila ugotovljena, o nesreči pa je bil obveščen tudi delovni inšpektor in tožilstvo v Ljubljani. Policiste so poklicali tudi v Rakovnik, kjer so se ponovno sprli sosedi. Ker so udeleženci spora podali nasprotujoče se izjave, policisti zbirajo dodatne informacije. Za več informacij o delu policistov Ljubljanske policijske uprave pa sledite njihovi Facebook strani. To je danes vse, kar nekaj prispevkov pa nam je ostalo za prihodnji teden. Filmarjenje, predaje copat k ljubljanski porodnišnici, koncerti, skratka dogodkov je namreč res obilo v teh dneh. Jutri na primer vabljeni tudi na začetek veselega decembra v središče mesta. Lep Miklavžev večer še naprej, še zadnjo priložnost imate napisati svoje želje za prvega dobrega moža. Mi na primer hitrejša obnova občinske stavbe. V prihodnjih nekaj mesecih bo namreč tudi naše prostore, ki so v občinski stavbi, najbrž pošteno stresalo. Nasvidenje!